V Sloveniji so trenutno vse tri prednostne osi pametne specializacije tiste, na katerih je gospodarstvo zelo aktivno. Tako industrija 4.0, krožno gospodarstvo in pa digitalizacija. V prihodnjih letih pa pričakujem, da se bojo trendi usmerili v večji poudarek razvoja trajnostne hrane, zdravstva in pa krožno gospodarstvo bo še vedno eno tistih glavnih prednostnih področij, na katerem bo moralo slovensko gospodarstvo zelo aktivno delovati. V alpski regiji pa mislim, da je zelo podoben oziroma glih malo drugačno kot da velja kot za celotno Slovenijo, in sicer glavne panoge so zagotovo mobilnost, trajnostni turizem in pa še vedno krožno gospodarstvo. Bomo pa morali tukaj predstaviti se mi zdi v kakšno predstavo več, da bo ta zadeva res bolj aktiven stekla in da se bodo posledice in pa efekti res poznali. V našem podjetju, v podjetju MSORA, s številnimi projekti segamo na področja pametne specializacije. S projektom TSTVRM zagotovo segamo področje digitalizacije, saj smo vse procese, ki potekajo izven podjetja, digitalizirali in razvili novo aplikacijo, ki nam bo omogočala digitalni prenos podatkov iz terena v podjetje. Potem imamo projekta Komet in pa lesni feniks, kjer skušamo preveriti vse možnosti ponovne uporabe lesa, uporabo odsluženega lesa in pa preveriti, kakšne so možnosti, da bi iz ostankov naših materialov znotraj podjetja, ki nastanejo torej pri proizvodnji oken, kaj se da iz vseh teh ostankov narediti. Zadnji projekt, ki pa nekako pokriva pametne stavbe in dom z lesno verigo, je pa velik nacionalni projekt WULF, kjer pa s senzoriko in z obdelavo podatkov Big Data skušamo napovedati življenjsko dobo lesa. MSORA je izvozno usmerjeno podjetje, z vsakim letom več izvažamo in naši glavni trgi so Avstrija, Francija in Italija, torej alpsko področje. Zato je ta regija zagotovo za nas ena pomembnejših in sodelovanje čezmejno s temi državami je ključno za obstoj našega podjetja. Skozi številne razvojno-raziskovalne projekte sodelujemo tako znotraj Slovenije kot seveda tudi zunaj s številnimi akterji. To so dobavitelji, ponudniki najrazličnejših storitev, inštituti, univerze in pa naši kupci, ki nas stalno ženejo v nov razvoj. Menim, da so akterji med seboj usklajeni, kar se tiče uresničevanja ciljev pametne specializacije. Po drugi strani pa mislim, da samo sodelovanje med akterji ni dovolj, potrebno je pospešiti sam proces nastankov oziroma rezultatov pametne specializacije. Premikamo se počasi, rezultati so prepočasi vidni. Za uresničevanje ciljev, ki nam jih postavlja Evropska unija, bomo mogli prestaviti v prestavo višje.